Uroš Korun, tekma v Mariboru, 8 golov, lepo za gledalce, morda malce manj za vas in za trenere, glede na to, da ste prejeli toliko golov, čeprav ste 3 tudi dali. Ja, sigurno, da za nas ni lepa, sigurno izgubili smo in ne moramo biti zadovoljni. Zdaj, bila je zelo težka tekma, težek teren, dober nasprotnik. Mi smo se nekako dvakrat vrnili v igro, ti če daš v Mariboru 3 gole, je vsekakor preveč, da jih 5 dobiš in sigurno ne moramo biti zadovoljni z obrambnim delom danes na tekmi. Tako da, kaj ne rečem, bila je težka tekma s tem terenom. Smo bili kot ne vaterpolo igrali, ampak pogoji so bili enaki za obe ekipe, tako da izgovorov ni. Moram pa reči, da danes obramba ni bila na nivoju, ampak sigurno obramba gledam od špice do zadnjega, do nejca, tako da to je to. Ampak za naprej je vseeno dobro, dali ste 3 gole, vrnila se je ta realizacija, ki ste jo pogrešali v prejšnjih tekmah. Ja, sigurno, tudi to je neka pozitivna stvar, moramo gledati, moramo nekaj dobrega potegniti iz te tekme. Zdaj, napadalci so nekaj zadeli, to je zelo pomembno za prihodnjo tekmo v Celju in zdaj moramo to prespati, pozabiti in iti mirne glave v Celje. Morda še vedno fali tisti kanček sreče, ki bi morda obrnil kakšno tekmo rezultatsko vašo smer. Tudi danes ste prikazali dobro igro. Ja, ravno toliko nam zanka, da se nekako obrne v prid nasprotnika. Nažalost, zdaj tudi preveč nezadovoljni za našo tekmo ne moramo biti. Konec koncev smo imeli nekaj še priložnosti. Dvakrat smo se vrnili po zaostanku in tudi z tega je treba potegniti neke pozitivne zaključke. 2 tekmi sta še, Celje in Triglav potem doma. To pa so tekme, v katerih bi morali osvojiti tudi točke. Ja, sigurno. Zdaj, da smo mi preveč razočarani tu z Mariborom, ker vemo, da je ena dobra ekipa, tudi igra v Ligi Evropa in to je zgodba zase. Zdaj mi moramo iskati točke v teh tekmah, ko sledijo. Imamo še 2 do konca in sigurno cilje so 6 točk, zdaj pa odvisno tudi od nas, kako bomo tole vse skupaj speljali. Najlepša hvala, srečno. Hvala.